Hej, spat. Pozdravljeni. Rad bi vam prebral pravljico, ki jo je napisala Ida Mlakar. Naslov pa je Pravljica o miški, ki je brala pravljice in češnje. Gre pa takole. Neko popoldne sta na balkonu sedela lev Hvastja in miška Špela ter pila vsak svojo limonado. Kako je bilo vroče. Kako je sonce neusmiljeno žgalo z neba. Še sreča, da je pod balkonom raslo drevo, na drevesu pa češnje. Ko le ne bi bile tiste na spodnjih vejah že davno obrane, najlepše in najdebelejše pa prav na vrhu drevesa, da se jih še z lestvijo ni dalo doseči. Le kako priti do njih, sta tuhtala miška in lev. Ti šment, kako bi se prilegle. In bolj, ko je sonce žgalo, bolj je bil Hvastja žejen. In bolj, ko je bil žejen, več limonade je polokal. In več, ko je polokal limonade, bolj si je želel češenj. In bolj, ko si je želel češenj, bolj je postajal siten. Tako to gre. Kdo ve, zakaj sploh imamo drevo, če pa na balkon ne meče nobene sence? Ali ti to razumeš, Špela? Je tečnaril Hvastja. Ne, je rekla Špela, pogledala proti drevesu, nato pa počasi začela listati svojo najljubšo knjigo pravljic, ki jo je prejšnji teden pozabila pri Hvastji. Nalašč, da bi končno že kaj prebral. Pravljice bi ga gotovo spravile v dobro voljo. In kdo ve, zakaj potrebujemo knjige pravljic, če pa ničemur ne služijo? Še jesti jih ne morem. Ali si ti tako pametna, da bi mi to lahko razložila? Je tečnaril in tečnaril Hvastja ter se gladil po trebuhu. Nak, je odkimala Špela, odpila dolg požirek limonade, nato pa začela brskati po kazalu. Zatopila se je v zgodbo o pohlepnem kralju, ki je vse, česar se je dotaknil, spremenil v zlato, pa zato ni bil prav nič srečnejši. Malo jo je spominjal na Hvastjo. In kdo ve, čemu vse pravljice na svetu, če pa z vrha drevesa vabijo slastne češnje, ki jih ne morem doseči? Špela! Jah, je rekla Špela, visoko so. In je brala in brala. Pa Špela, pa ti sploh veš, s kom sediš? Se je naposled razjezil Hvastja. Pa jade da, je rekla Špela in brala naprej. Pa ti sploh veš, da sem kralj živali? Je bil užaljen Hvastja. Kaj pa da, pa jade ja, je rekla Špela in obrnila novo stran v knjigi. Pa ti sploh veš, kaj to pomeni? Je prikimala miška in srknila še malo limonade. Ne veš, ti bom povedal. To pomeni, da lahko pri priči oberem češnje z vrha drevesa, samo če hočem. Ja? Se je zavzela Špela in za hip dvignila pogled. Kako pa? Ja, lahko bi kar z balkona skočil na vrh, se je bahal Hvastja. Ampak ne bom. Raje bom odlomil najdebelejšo vejo, jo zagozdil za balkonsko ograjo, potem pa po njej splezal v krošnjo. Boš videla, kako to gre. Špela je malo razmišljala, nato pa odprla gobček, da bi nekaj rekla, a ni, ker je bilo že prepozno. Hvastja se je medtem že nagnil prek ograje
Zgrabil debelo vejo ter vlekel in lomil, lomastil in robantil, pihal in sopihal, dokler se ni tresk, hresk, hrsk, buf, čov, tup veja odlomila in je Hvastja z velike višine priletel na trda tla. Au! Še dobro, da se je pod češnjo rasla mehka trava. Hej, je zaklicala Špela navzdol. Hvastja, je vse v redu? V neki knjigi sem prebrala, da imajo češnjeva drevesa zelo, zelo krhke veje. Hvastja jo je črno pogledal, nato pa odšepal v hišo. Miška Špela se je svojo najljubšo knjigo pod pazduho po stopnicah spustila z balkona. Čeprav so bile pravljice težke, jih je vse povsod nosila s seboj, saj so bile polne skrivnosti in modrosti. Škoda, da jih Hvastja ni hotel niti pogledati. Špela je knjigo položila na tla pod drevo. Stopila je nanjo in stegnila obe svoji tačici proti vrhu drevesa, kolikor daleč je mogla. S knjigo je sicer zrasla, a je bila še vedno premajhna. Če bi zares visoko skočila, pa bi morda le dosegla češnje na vrhu, je ugibala. Nak, prekratke tačke imam. Nekaj časa je napeto premišljala. Saj res, lahko bi jih pa lovila. Od veselja je zaplesala. Ribiška palica, seveda. Pogledala je naokrog, na tleh je ležala dolga odlomljena češnjeva veja. V travi pa kos pozabljene vrvice in zarjavela žička, ki je bila kot nalašč za izdelavo trnka. Kot bi trenil, si je naredila ribiško palico, potem pa ponovno stopila na knjigo pravljic in vrgla trnek v drevesno krošnjo. Čakala je in čakala. Nič. Palica se ni zatresla. Niti malo. Le najlepše češnje so se še naprej zapeljivo gugale z vej. Sem in tja. Sem in tja, kot bi se ji smejale. Se je Špela razjezila. Ponovno je poskusila. Trmasto odčepela na knjigi ter strmela in strmela navzgor v vabeče sadeže. Nobena češnja ni hotela zgrabiti za trnek. Jasno, natakniti bi morala črva, si je domislila. Črv bi ugriznil v češnjo, jaz pa bi jo pohopsala, je tuhtala Špela. Odložila je ribiško palico in začela iskati črva. Našla ga je pod kamnom, ki je ležal na vrtu. Črv, je zaklicala Špela, pomagaj mi loviti češnje. Si pa res ena trambulajsa, je rekel črv, ogorčen, da ga je poskušala kar takole natakniti na trnek. Preveč pravljic prebereš, zato pa si zmešana kakor kurji kakec. Preberi raje kakšno knjigo o češnjelovu. Pa takšne knjige sploh ni, se je razjezila Špela. Ja, si pa res ena prismojena tepka mišorepka. Kaj res ničesar ne veš? Niti tega, da ribe loviš na trnek, češnje pa na žvižgec. Saj, je zamrmrala Špela, le kako, da tega nisem nikjer prebrala. Nabrala je gobček v žvižgec. Žvižgala je in žvižgala, da se je sonce nagnilo k zatonu. Sapa ji je pohajala, a ni nič pomagalo. Samo črv se je zvijal od smeha. Nahecal si me, je Špela končno zacepetala od jeze. Pa kaj, če si pa taka Špela marela? Ni vsak dan pravljica. Kar zares potrebuješ, je lestev. Pa sej vem, seveda, če je pa prekratka.
je besno zacvilila miška. Šlik šlak, si boš že kaj izmislila, se ji je posmejal črv in jo urno pobegnil pod kamen. Miška mu je užaljeno pokazala osle, a vseeno stekla za hišo po lestev in jo prislonila k drevesu. Res je bila prekratka. Natanko za eno debelo knjigo pravljic prekratka. Špela se je lopnila po glavi. Pa le kako, da se nisem že prej spomnila? Podstavila je svojo knjigo pod lestev in se nato klin za klinom čisto počasi povzpela na vrh po češnje. Zmagoslavno je pogledala navzdol. Nedaleč od drevesa je na ležalniku počival Hvastja, ki se je medtem vrnil iz hiše, kuhal mulo in si hladil buško. Hej, je zavpila Špela z lestve. Hvastja, kaj ne da včasih tudi knjiga pravljic zelo, zelo prav pride? Hvastja je nekaj zagodrnjal, nato pa vendarle stopil k drevesu, pograbil knjigo in jo previdno odprl. Joj mene, toliko pravljičnih čudežev se je vsulo iz nje, da sploh ni mogel odmakniti oči od popisanih listov. Le kdo bi si mislil, da imajo pravljice lahko takšno moč? Miška Špela se je drobceno zahihitala in si pomela tačice. Gobček si je do zadnjega kotička nabutala s češnjami, nato pa v velikem loku pljunila vse peške navzdol na travo. Sem pa res ena hudimano brihtna miška. Berem pravljice in češnje, se je považila na ves glas. Nato si je ponosno poravnala brčice, počasi splezala z drevesa in potihem, tek, 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 da ne bi motila Hvastje pri branju, s češnjami za ušesci odmiškljala domov.